V Kostanjevici na Krki so zaradi včerajšnje slabe vremenske napovedi za vzhodni in jugovzhodni del Slovenije budno spremljali razmere. Ampak trenutno je kar nekako bilo pisano na našo kožo, tako da ni bilo tako kritično, kakor je bilo napovedano, smo tudi veseli. Spremljali smo štab civilne zaščite, občina in tudi gasilci. Smo 2 dni spremljali, kako se sama Krka obnaša. Na ugoden razplet so ob suhem ponedeljku vplivale tudi količine padavin gorvodno od Kostanjevice, doda župan, ki je bil več kot 15 let poveljnik civilne zaščite. Te fronte, ki so prihajale z Hrvaške, gor so šle bolj proti vzhodu je šlo. Reklo, da gorvodno pa ni. Mislim, bilo je, ampak ne takih obilnih, ker pomembno je, kaj je gorvodno od nas. Krka je ob našem obisku še naraščala. Tam nekje 2 cm na uro. Jaz pričakujem, da bo to v toku dneva se bo stabilizirala, umerila. Potem pa pričakujemo v parih dneh, da se bo počasi Krka umaknila nazaj v svojo strugo. Do škode na stanovanjskih in gospodarskih objektih ob tokratnem razlivanju na srečo ni prišlo. Na kmetijskih površinah je pa sigurno. Trenutno se pa tudi še ne da vedeti točno kako in kaj. Zaradi poplavljenega cestišča je trenutno zaprta cesta Smednik-Kostanjevica. Tako kot vedno, tako da nekje čez 2 dni, če bo tako, bo po moje odprta spet. Stanje v neposredni bližini Malenc si je prišel ogledati tudi domačin Ivan Križman. Noč je, kot pravi, preživel mirno. Ne, nisem se bal. Ko vem, mi smo tukaj dolgoletni izkušnje, vem, košna je in to, da bi ne bo straha. Mislim, travniki so pod vodo, drugače pa nisem se kaj bal. Krka na običajnih mestih poplavlja tudi v Dobravi pri Škocjanu, kjer pa po pogovorih z domačini sodeč visoke vode, z izjemo škode na njivah in travnikih, pretiranih preglavic vendarle niso povzročale. Precej bolj nemirna je bila zaradi naraščujoče radulje noč pri Smrekarjevih v Škocjanskem Zalogu. Človek ne more zaspati brez skrbi. Tu so na 1 uro greš pogledati, koliko se je dvignilo. Okrog poldneva so se razmere tam počasi umirjale. Voda rahlo upada in s tem, če ne bo več padavin, se bo izteklo. Sedaj pa se selimo v Belo krajino, kjer prav tako k sreči do težav zaradi razlivanja Kolpe ni prišlo. Po obilnem deževju v zadnjih dneh je reka Kolpa, kot vidite, precej narasla. Dopoldan sem srečal v Primostku poveljnika Gasilske zveze Metlika Petra Šnejlerja, ki je rekel, da ni ogrozila nobenih objektov, nobenih stanovanjskih hiš, tako da ni tako narasla kot septembra lani, ko je bilo precej škode. K sreči se vreme in padavine umirjajo, tako da naj ne bi več rasla, sicer pa že lepo počasi pada. In uresničuje napovedi hidrologov, da se bodo jutri in v prihodnjih dneh pretoki rek zmanjševali.